Torej, v podjetju A4Mix nas je trenutno zaposlen tam okrog 20 ljudi. Ukvarjamo se z letalsko tehnologijo, kar pomeni, da v principu lahko delamo simulacije, lahko delamo kompozit, lahko delamo še zasnovo in konstruiranje. V podjetju smo zelo ponosni na našo kadrovsko politiko, ki v bistvu temelji na tem, da zbiramo talent. Imamo zelo močno notranje šolanje. V podjetju A4Mix imamo trenutno dva velika stebra vsebinska, in sicer eden je simulacije in drugi so nosilne kompozitne strukture. Kar se tiče nosilnih kompozitnih struktur, kar pomeni, kaj je v letalu in kaj je zelo obremenjeno, to delamo mi, torej iz ogljikovih vlaken, iz steklenih vlaken in tako naprej. Kar se tiče pa simulacij, smo pa ponosni na to, da delamo simulatorje, ki se ukvarjajo pravzaprav z uporabo letal. Kar se tiče dvojne rabe, osnovni gradniki simulatorjev, ki jih imamo, se lahko uporabljajo za osnovno šolanje pilotov, tam morajo simulatorji zelo relevantno leteti. Hkrati se pa lahko recimo uporabljajo za šolanje pilotov za gašenje požarov. Torej, prednost rešitev, ki jih razvijamo v A4Mixu na področju kompozitnih struktur, je, da so naše kompozitne strukture zares kontrolirane. Kar se tiče pa simulatorjev, pa da je pač tako, kot sem že omenil, da simulatorji precej dobro letijo in da zaradi tega je razlika med tem, ko se pilot usede v pravo letalo, pa v naš simulator, je zelo majhna. Kot podjetje delujemo večinoma na evropskem trgu in sicer kar se tiče kompozitnih struktur, imamo stranke v Sloveniji, zelo velika stranka je Pipistrel, kar se tiče pa simulatorjev, je pa mogoče zanimivost, da imamo tudi svojo letalsko šolo. Na letošnjem obrambnem sejmu v Celju, SIDEC, smo predstavljali naš razvojno-raziskovalni projekt za Ministrstvo za obrambo, in sicer taktično letalsko simulatorsko okolje. In to je tako izgleda, da so lahko v bistvu obiskovalci sejma so lahko izkusili simulacijsko izkušnjo, ki jo drugače uporabljajo piloti Slovenske vojske, in sicer na helikopterju Cougar.